Tako, spoštovana publika, tudi dragi gledalci in poslušalci oddaje Splet besed. Lepo pozdravljeni danes, z nami. Zelo me veseli, da ste se odzvali in prišli. Z mano je nocoj, pesnica Judit Zagorec Čuka. Sicer je še tudi seveda marsikaj drugega, ampak danes se bova pač malo bolj posvetili njeni vlogi pesnice. Judit, pozdravljena, kako si in, kaj počneš te dni? Lep večer, pozdravljeni. Sem vesela, da si me povabila na ta pogovor in predstavitev mojih pesmi. Nasploh sem danes delala v osnovni šoli kot knjižničarka, poučevala tudi madžarski jezik, se pripravila za to oddajo in pričakujem tvoje odgovore. Zdaj, Judit, kako ti uspeva vse to? Mislim, načeloma so to, dokaj, ne vem, poučevanje, knjižnica, potem tudi, ne vem, poezija, znanstveno delo. Moraš biti dejansko zelo organizirana tudi kot človek, recimo, da vse to uspeš nekako, uspešno opravljati. Skušam biti organizirana, ampak vedno mi ne uspe. Imam pa vsak dan neke prioritete, nek urnik, da to moram opraviti, napraviti, obveznosti, kar je delo v šoli, in tudi članke ali programe, dogovore na vseh nivojih potem skušam dati v urnik in vsak dan na koncu dneva tudi napravim tisto, da premislim, če sem opravila ali ne. Če pa ne, potem začenjam naslednji dan spet z novo prioriteto, bom tako rekla. Ja, bom te mogoče kasneje vprašala še za nasvet. Ne, ampak, ja, pač ni enostavno, ne, vse te vloge združevati. Zdaj z veseljem sem te seveda povabila tudi kot pesnico. Zdaj tvojo poezijo nekaj malega sem prej poznala, ker sva tudi sodelovali že pri nekaj projektih. Mislim, da tudi sem vključena, kot pesnica v eno izmed antologij, ki si jih urejala. Se pa tudi seveda spomnim, dosti sodelovanj s svojimi, madžarskimi sodobniki oziroma z avtorji moje generacije. Enkrat smo celo bili v, Zalaegerszegu, kamor so nas pač tudi povabili mladi madžarski pesniki. In se mi zdi, no, da glede na to, da imamo regijo, kjer pač, živimo praktično na enem območju, tako Madžari kot Slovenci, se mi zdi zelo pomembno, da pač, tudi poezija, tudi, beseda, lahko, ne vem, vzcveti v obeh jezikih. In se mi zdi pomembno izpostaviti tudi avtorje, ki so dejansko na en način tudi naši, ne. Četudi s prevodi, četudi zdaj ti pišeš pač v madžarščini primarno, ne. Bila sem novinarka, začela sem pri Nepujšagu, to je bilo moje prvo delovno mesto in tudi so me vabili v Mursko Soboto na programe, kjer sem seveda potem srečevala, se srečala s slovenskimi avtorji, torej pisatelji, pesniki, ki so tu ustvarjali, in sem se zanimala tudi za poezijo in brala pesmi in začela prevajati iz tega vidika, da so zanimive pesmi, da so globoke pesmi, in tako sem se srečala z Brankom Pintaričem, s Ferjem Lainškom, z Milanom Vincetičem, Ernestom Ružičem, bi morala še naštevati, z Robert-Titan Felix, s tabo in s Francijem Justom. Potem bi lahko še naštela Karla, gospoda, ki je tu, ne, Turnera, ja. Verjetno bi nekoga izpustila, ampak to je bila v moji mladosti in smo se sprijateljevali, je bilo drugo ozračje, drug način življenja, kot se mi zdi sedaj. Sem starejša, vendar na tej poti hodim dalje.
Ja, saj dejansko sta bila tudi Turner in Pintarič moja gosta, tudi tukaj. In smo nekako tudi z vsakim od njiju smo tudi prišli pač do istih zaključkov, kot si ti rekla, da je bilo včasih res drugače, da dejansko so bili ljudje v enem kulturnem prostoru med sabo tudi prijatelji. In iz tega seveda prijateljevanja so potem nastale tudi seveda ene konkretne stvari, tudi, ne vem, publikacije, antologije, in seveda tudi kot človek in kot pesniki, ne, ste bili pač, ste tvorili eno kulturno okolje. In ravno zdaj bom dala kar tisto vprašanje, o čemer sva se zdaj prej nazadnje pogovarjali, da pa je zdaj res nekako drugače in da se tako midve, recimo kot pesnici, tudi počutiva mogoče malo odrinjeno oziroma malo nekako bolj na robu, ne vem, morda zato tudi, ker sva pač ženski, pa sva mogoče malo bolj v ozadju. Ne vem, kako se tebi zdi glede tega? Prekmurje kot dvojezično področje ali večjezično ali kot regija, seveda, če pogledaš, nima založb, nažalost, po tem, ko je Franc več ne deluje, to je tudi odziv tega, da moraš iti ven, iskati možnosti za izdaje in to je težje delo, ne? Ampak v današnjem času preko interneta karkoli že in če si mobilna, že gre, ker ustvarjati je izhodišče, biti kreativen, živeti na več nogah, se reče Madžarom tako. Vse ostalo pa pride potem, da najdeš založbo, dobiš sredstva in tako dalje. Meni se zdi, da je to težja pot, če živiš tukaj v Prekmurju ali v Lendavi ali Murski Soboti, ker teh poti še vedno ni tako kot pred 20 leti, se mi zdi, ampak mislim, da tudi ti in jaz iščeva poti. In potem tudi najdeš, sicer lahko da težko, lahko si razočaran, lahko pa ti tudi uspre. Če iščeš, najdeš ali kot ponavadi takrat iz več virov, iz sponzorjev, napraviš svoje delo. In moram omeniti to, da ja, šla sem, prosila sem recimo župana občine Lendava, ki je tukaj, pa mi je dal možnosti. In tudi danes iščem sponzorje in tako dalje in kot da bi to pripadalo k temu, da za delo se treba poskrbeti, za projekt in so lažje in težje poti. Saj lepo si rekla, pesnik je dolžen poskrbeti za svojo poezijo na tak ali drugačen način, ne, ja. Mislim, da je to pač dejstvo, ne, kaj si želimo. Mogoče pa bi še to zraven dodala, da jaz sem se odločila, da se zanimam za prekmurske avtorje, ki pišejo v slovenskem jeziku. Lahko rečem, da sem zadovoljna s temi avtorji in glede tiste antologije za začetek, če smo na začetku, sodobna poezija in proza prekmurskih in porabskih avtorjev, to je bil za mene začetek, srečanje in hkrati tudi izziv, da jih posredujem v madžarskem jeziku širši okolici. In potem kasneje v svojih zbirkah sem izbrala en ciklus prevodov in sem spremljala avtorje, recimo Tineta Mlinariča, Klariso Jovanović, Olgo Pavšič, Zlatka Kraljiča in tako dalje. In vedno potem najnovejše pesmi sem prevedla in nič mi ni žal, da imam vedno kakšen cikel prevodov v svojih zbirkah. In torej imam svojo pot, svoj način, bi rekla, takega življenja, pa vsekakor potem delo te nekam vsekakor pelje. Recimo od 2012 sem že tretjič habilitirana lektorica za madžarski jezik na prevodoslovju in začeli smo program, knjižni program tudi in zdaj v master programu končujejo prevajalci, ki bodo to področje in so že
zasedli in delajo dalje. Tako da ne vidim na tem področju nekega pomanjkljaja, vprašanje pa je, če se vračajo nazaj in celo so boljši in bodo boljši od nas, ker še zraven temu so dodali en angleški jezik, en nemški jezik, obvladajo jezike in gredo do Bruslja, gredo do Amerike in še ne vem kaj, prej v mojem življenju ni bilo enostavno dano. Ja, saj, mislim, sliši se optimistično, da vseeno nekako, ne vem, mogoče je bilo včasih na enih področjih bolj enostavno, zdaj pa so verjetno tudi ene druge poti lažje, ne, tudi za pesnike. Tako da, no, vsekakor si pa ogromno tudi naredila na tem področju, tudi za slovenske avtorje, kar vsekakor, mislim, ti tudi osebno se ti zahvaljujem, da pač, da skrbiš tudi, no, za nas. Pa lahko potem še omenim misel. Feri Lanšček je pred leti prišel in me osebno prosil v knjižnici, pokrajinski študijski knjižnici, da bi prevedla roman, kar naj bi jaz izbrala in da veruje v mene, da bo to uspelo. Recimo, in sem rekla, a veš, ni založbe, ni poti, veš. In je rekel, boš ti že našla. Tako da, če veruje v tebe, potem v tebi je že izhodišče, ne? In začela sem prevajati Ločil bom peno od valov, ravno zaradi tega, ker sem bila v Beltincih takrat, ko je to predstavil, ker je tudi tematika v ozadju Prva svetovna vojna in pred vojno in potem madžarska zgodovina pred Trianonom in tako dalje, torej celo junaki so potem Madžari. Nekako našla sem se v tem in on verjuje v mene, jaz pa v to zgodbo in mislim, da zdaj nekje junija bomo izdali. Sicer pot je bila težka. Najti delovno štipendijo za delo, predtem sem začela, eno leto sem se ukvarjala vsak dan s prevodom in sem uživala poleg svojega dela. Potem najti založbo, tam se je tu in tam zataknilo, ampak prišli smo do konca. Torej, verjetno bom rekla, da so take poti, ampak brez neke vere, brez nekega zaupanja ne bi šlo. Sicer pa je roman lep. Ja, mislim, definitivno pač imamo Prekmurci nekaj. In s tem lahko bi rekli, da bi lahko mi, ki tu živimo, postanemo v pravem smislu mostovi. Ne most med Budimpešto in most med Ljubljano, med že tistimi izhojenimi potmi, med tradicijo, med založbami, ker smo sposobni za to. Ampak se bo zgodilo, se bo samo zgodilo, če se povezujemo. Povedala sem samo en primer tega, svojega primera. Ne? Pa bomo videli potem, kakšen bo prevod romana. Mislim, ja, čestitke seveda za prevod, ker tudi, mislim, roman prevesti je ja, in zalogaj, potem mogoče še ena misel, če lahko povem. Ja, izvoli. Ker tu živim, ker vem, kjer so Beltinci, vem, kje je grad teh Zičijevih, ker tudi Feri Lanšček živi in hodi okoli, torej najti kakšnega boljšega prevajalca v tem okolju, iz tega okolja, kar recimo roman ima svoje prostore in svoje ideje in svojo stvarnost. Ne? Torej so idealne izbire, idealne teme, kar so samo naše. Ja, to je res, ja. Samo moraš najti. Ja, saj mogoče se tega premalo zavedamo, ne? Ampak je pa vedno dobro to izpostaviti, pa zdaj smo tukaj, tudi nekateri drugi ustvarjalci so tukaj, tako da je ena priložnost tudi ta večer. Zdaj, Judit, jaz bom samo na kratko prebrala tudi tvojo biografijo, ker se seveda dogodek tudi snema in imamo potem tudi seveda publiko iz drugih območij, tako da naj malo izvedo, kdo in kaj smo. Torej, dr. Judit Zagorec Čuka, rojena 1967, je slovensko-madžarska pesnica, pisateljica, knjižničarka, prevajalka, profesorica madžarskega jezika in književnosti ter biblioterapevtka.
Raziskuje založniško dejavnost, publicistiko in knjižničarstvo madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Piše strokovne članke in študije z tega področja, objavlja tudi v slovenščini. Od leta 2012 je habilitirana lektorica za madžarski jezik na oddelku za prevodoslovje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, od leta 2013 pa predavateljica. Leta 2016 je končala specializacijo iz razvojne biblioterapije na Univerzi v Kaposvaru. Od leta 2007 je tajnica Društva prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev. Je članica zunanjega javnega organa Madžarske akademije znanstvenikov in raziskovalcev. Je članica, se upravičujem, malo se mi je nekaj zbrisalo. Je članica zunanjega javnega organa Madžarske akademije znanosti in zastopa sekcijo znanstvenikov z področja knjižničarstva. Je članica Pomurske akademske znanstvene unije. Na Madžarskem je dobila več državnih raziskovalnih štipendij, s priznanji so jo odlikovali tako doma kot v tujini. Objavlja pa tudi avtorska leposlovna dela, izdala je več madžarskih in slovenskih pesniških zbirk in tudi prozna dela. Med letoma 2007 in 2009 je bila odgovorna urednica lendavske multikulturne revije Lindua, leta 2011 je prejela literarno nagrado Jokaj. Od junija 2015 je članica Društva pisateljev Madžarske. Potem pri pesniških zbirkah imaš kar tudi eno lepo bero. Zdaj so izdane v madžarščini, slovenščini ali v obeh jezikih. Zdaj jaz bom sicer prebrala pač te slovenske, v Ognjenem kresu 2001, Slepci na zemljevidu 2003, potem V sebi zate izbrana dela 2010, Novi horizonte, izbor v 3 jezikih 2013, pa potem Enigma 2018. Za midve bova mogoče tudi malo več težišča danes dale pač te zadnji izdani Enigmi. Zdaj pa seveda kot pesnico bi te prosila, da publiki postreževa tudi z nekaj avtorske poezije. Zdaj nekako sva se z Judit dogovorili, da izmenjaje bereva njeno poezijo, se pravi nekaj Judit, nekaj jaz. To pa mogoče tudi z razlogom, da zaslišimo, kako avtorski glas zveni iz dveh različnih realnih glasov. Tako da Judit, izvoli, prepuščam ti začetek branja. Na Luninem dvoru, sinu Adamu. Dolgo sem te iskala na Luninem dvoru, bila je zvezdna noč. Zlatolase deklice so plesale na mojem vrtu in z granatnimi jabolki obložile tvojo mizo. Jaz sem te ustvarila, padla, izgnana, bojazljiva, ne Bog. Poglej me znova kot v trenutku rojstva in me popelji na Lunin dvor. V pozni zimi. Nekaj je vendarle ostalo od te zime, čeprav bi bilo potrebno še malo spodbude. Kot kruh potrebuje sol, zemlja dež in rastline sončno svetlobo. Nekaj je vendarle ostalo od te zime, od tvojih telefonskih klicev, bližajoče se moške roke, tvojega otroškega nasmeha in pogleda v trenutku samopozabe. Nekaj je vendarle ostalo od tvoje dolge poti, od odpadajočega ometa hišnih zidov, tvojih strahov, tvojega šklepetajočega srca, od vsega, kar bi lahko dalo krila, a je bila hladna zimska pot brez svetlobe, belo sneženje v tvojem črnem srcu. Rodna dežela. Vidim kamnite sekire, ostrijo se v želodcu te zemlje, tisočletja skrite za zidovi kajš na kolih iz žive meje. Ceste se križajo v srcu Panonije, Slovani in Avari, Kelti in vojskujoči se Rimljani iščejo pot za Halikanom. Dežela travnikov, nikogoršna zemlja,
stoletja mrtvaški prt mojih prednikov, bujna plodna zemlja, pšenično polje mojega očeta, Prekmurje, moja rodna dežela. Za čudežnim jelenom. Potujemo skozi noč. Kdo ve, odkot in kam? V sledi za čudežnim jelenom. Žalostno, malodane ne brez vsega, brez domovine, še v lastnem grobu, tu in onstran meje. V čudnem zgodovinskem obdobju, v čudni izpolnitvi, globoko v brezovem gozdu, na razorih domovine, 1000 let preganjani od Tatarov, Turkov in Habsburgov, na zemlji očakov, razkosani s Trianonom, se sesede križ. Tudi v Kristusovo pest so zabili žebelj, na prelazu Verecke, da nas ne bi povezal, pa dvignili zid. Komu slediš, komu verjameš, Madžar, ki vas je le še za pest? Odkoderkoli si prišel, v sledi za čudežnim jelenom, nosiš v sedlo svoj rodni dom. Čeprav si po veri še kristjan, privre skozi predore tvoje duše žalostna pesem na dan. Ko na Genterovškem pokopališču zamenjajo tvoje ime, nesejo tvojo kulturo še bolj na zahod. To bo kmalu vse tuje, kot vojn na obleki tvoje bivše ljube. Kot Mojzes v svojem času se skrivaš po panonskih stepah, oblačiš tedne v dneve, kot pol Madžar životariš v pol veri, pol jeziku in nemočno raziskuješ svoj rod v spodnji Lendavi. Prišli smo, težko ilovnato blato se je lepilo na kolesa naših vozov, kot leta, ki nas tiščijo k tlom. Prišli smo, kot štorklje, toda naša napol spletna gnezda je počasi prekril cestni prah. Prišli smo, toda ni jih, ki bi sledili naši poti, naše steze so vse ožje, glas nam zastaja v grlu. Prišli smo, vendar smo že zamudili, kot vse, kar pride prepozno, da si lahko naposled oddahnemo. Prišli smo, toda iz daljave nam še maha praded, nas pospremi s svojim pogledom, uroči in objame. Prišli smo, čeprav bomo v strahu rojeni, v strahu tudi umrli, po milosti drugih in volji. Srce v srcu. Dovoli, da te objemam strastno, naj utripa moje v tvojem srcu. Kri iz mojih naj teče v tvoje žile, da se bom zbudila v tebi, moje sonce naj vzide na tvojem čelu in te presvetli. Dovoli, da najdem v tebi izgubljeno tišino, severne vetrove, mrzle ptice, ki sva jih imela rada, jih ljubkovala, naj me prekrije temno sneženje tvoje izgubljene mladosti. Dovoli, da se s tabo rodi tudi ta minuta, morava zmagati to jutro, naj donijo harfe, naj buči najino azurno morje, se premetavajo najine pene, naj naju zajame sinji svod. Tvoja ljubezen veže. Tvoja ljubezen veže, odvezuje, me odganja, blagoslavja, odrešuje, se razliva, trpinči, boli, čaka, davi, gasi, gori. Tvoja ljubezen se v moji ljubezni umiri. Na Pomurskem Parnasu. To si pa posvetila pesniku Milanu Vincetiču. Če te ranijo, bo bolelo tudi tvojo mater. Če me ranijo, joka tudi moja mati. Če te zapustijo, je boleča ta tvoja zapuščenost. Če me zapustijo,
tudi mene odhajajoči napolnijo z bolečino. Če te ljubijo, se razpreš, če me ljubijo, se tudi jaz razprem. Če te prezirajo, umolkneš, če me prezirajo, umolknem tudi jaz. Ko boš umrl, bo umrl s tabo slovenski jezik. Ko bom umrla, bo umrl z mano madžarski jezik. Ti verze snuješ, jaz jih rojevam na pomurskem Parnasu. Orli umirajo v zraku, pesniku Danijelu Balažeku. Včasih se v človeka zapičijo trske. Ne dovoli, da te ranijo, ne dopusti, da tvoji golobi stopicajo po zemlji. Spusti jih v višave, da bodo rogati jeleni sledili tvoji poti. Ne pomiluj se, orli ostrih potez in razprtih kril naj ne umirajo v zraku, presežejo naj tirane in glasno molijo. Judit, hvala. Upam, da si bila tudi zadovoljna z mojim branjem tvoje poezije. Vedno je najbrž malo nenavadno slišati, kako nekdo drugi bere tvojo poezijo. Nenavajena sem, ponavadi je tako, da jaz ne berem, Aha, ker okej. imam eno lepo skupino recitatorjev, Ilono Zadravec Sekereš, Kristino Söke, Jasno Bači in Anito Sekereš, torej intelektualce, profesorje madžarskega jezika, novinarje, ki že desetletja berejo mojo poezijo, recimo tudi v slovenskem jeziku zadnjič, ampak v madžarščini, ko nastopamo, ko predstavimo svoje zbirke in so mi blizu in jim zaupam in so boljši od mene. Torej imam eno druščino recitatorjev in to sem hotela tudi tebi povedati, tako da sem vedno hvaležna jim. A tako da dejansko pač tudi recimo svoje pesmi pa tako dosti predstavljaš recimo v madžarskem okolju. Kak je? Imaš tam verjetno kar eno... Ja, lahko bi rekla, da ja. Mogoče mislijo, da sem prepotentna zaradi tega, ampak ne v tem smislu. Sicer ne rada se predstavljam, ker kot biti pesnik si kot igralec na odru in torej pokaže sebe. Kakorkoli že, ne v fizičnem smislu, ampak v nekem duhovnem smislu, medtem ko mogoče druge osebe, drugi ljudje skrijejo vse to, kar je čustvo, kar je subtilno, mogoče celo misli ali pa ne upajo. Torej, iti v javnost s poezijo ni lahka stvar, mislim, tudi ti tako misliš, da moraš biti hrabra in ponovno. Ja, dejansko je tako, da pač se moraš do neke mere razkriti, ne? Ampak ne dejstva, ampak dejansko nekaj še globjega razkriješ kot avtor, recimo, ker je poezija pač gre tudi v ene globje plasti, ne? Tako da dejansko rabiš neko hrabrost, ja. Ja, ampak mislim tudi na druge zvrsti umetnosti. Ja, tudi, saj igralstvo je isto, ne? Saj ti pokažeš tudi svoja lastna, ne, čustva, telo. Ko pa nastane pesem in tudi ko izdaš, pa smo izdali tudi en izbor CD-ja, torej glasne knjige bi rekli. To so izbrali moji recitatorji in so mi ponudili, bi rekli, kot darilo ob 50. obletnici, ker vseeno, ko odrecitiraš, poveš pesem, čez čas mine, ne, izideš iz tega opusa, izideš iz zbirke in sem hotela to željo, da bi se to ohranilo, kako oni to recitirajo, pa mi je uspelo, ker časi gredo in nisem samo jaz, so tudi tisti, ki to berejo, so tudi tisti, ki recitirajo. Tako bom rekla, da rada sem v neki skupini, v nekem projektu, kljub temu, da mislijo, da sem osamljena osebnost. Ne, nisem rada sama. Ali osamljena, sem rada sama osamljena, ko ustvarjam, ko moram se pripraviti, ko moram razmišljati, misliti, ne.
Ampak dejansko si na Madžarskem potem, kot praviš, imaš kar eno publiko, imaš neke bralce, oziroma si tudi dobila nagrade. Tako da, recimo, kako si pa zadovoljna, kako te sprejemajo Slovenci kot pesnico? Recimo, zdaj smo tu, sem vabljena, potem grem. Je pa to tako. Vseeno sem pesnica v Lendavi in tam. In rada bi ostala tam in rada bi izdajala knjige le tam, kljub temu, da sem tudi na Madžarskem ali kjer sem imela možnosti, ali Murski Soboti ali kakorkoli že. Ne, meni se zdi, da je Robert Titan Felix v Dialogu potem napisal en intervju z mano, prišel 20 let nazaj in sem danes pogledala in je potem naslov tega intervjuja Sem prekmurska madžarska pesnica, ker sem se tu rodila. In je izhodišče mogoče to, pa tudi če hočem dati odgovor na vso to dvojezičnost in v ustvarjanje v slovenskem jeziku. Ne ustvarjam v slovenskem, ustvarjam v madžarščini in so pesmi prevedene, ker mislim včasih, da so boljši prevajalci kot jaz, pa tudi prevajam svojo poezijo, vendar pišem v madžarščini in na nek način mislim, da je to izhodišče in ta pot dobra. Saj jezik je samo jezik, vendar ustvarjanje pa ne moreš krati ne vem v kolikih jezikih. Vedno je neko izhodišče, lahko bi rekla materinščina. Splošno mislim, ampak pri meni je, obvladam madžarski jezik koliko toliko v manjšini in v tej situaciji, kjer sem doma, ampak boljše obvladam kot slovenski jezik. Ja, pa tudi recimo pri pisanju samem oziroma pri ustvarjanju je verjetno tudi pomembna ena preteklost bralska. In zdaj, če se recimo bolj ukvarjaš z madžarsko književnostjo, je pač logično, da je tvoj avtorski pesniški jezik tudi vezan na ene tvoje predhodnike oziroma na ene pesnike, s katerimi se ukvarjaš, ki tvorijo pač eno tvojo tudi pesniško bit, ne. In imaš tudi ti ogromno v svoji poeziji ene medbesedilnosti, enega nanašanja oziroma komunikacije z poezijo drugih recimo pesnikov. Ne vem, kako je s tem, koliko ti to... Temu se reče ta postmodernizem, ne, ampak je kot izraz postmodernizem. Ja, pač je postmodernistično sredstvo, ne. Ni kot izhodišče to, da bi tako ustvarjala, kot neka formalnost, ne, da je zdaj moderno, postmodern biti, ne. Je to ena vrsta komunikacije z klasičnimi pesniki, da kako vplivajo na mene. In potem odgovorim z lastnimi mislimi, s čustvi in tako dalje, odreagiram, tako jim se potem mogoče pomeša. Tisti, ki pa ne vedo, recimo, niso poglobljeni v madžarsko literaturo ali svetovno ali slovensko, potem mogoče tudi te povezave ne razumejo. Torej, bom rekla tako. Ja, poezija je tudi razmišljanje, filozofija, je lahko marsikaj, kar ni vsakemu dostopno. Ja, definitivno ima, ni samo čustvo, ne, ampak je, ima več komponent, se pravi tudi duhovno, tudi filozofsko. Pa lahko, če recimo en primer. Jožef Attila je klasičen pesnik 20. stoletja, se prevaja, ampak vsak Madžar, ki napravi recimo maturo iz Jožefa Attile, ima predstavo o njem, ne. In potem, ko smo se učili v osnovni šoli njegove pesmi, doma sem brala in potem sem jokala. Recimo po noči sem brala karkoli in potem prišla je mama in me spraševala, kaj je narobe z mano, kaj se je zgodilo. In nisem mogla povedati, recimo, ker ne vem, čustvo in tako dalje, pa sem se umirila, ampak sem razumela tisto globino, tisto bolečino, tisto odmak, karkoli, kar je Jožef Attilo napravil, Jožef Attilo. In sedaj, ko recimo variacije na pesmi Jožef Attile po 30 letih tudi nekako odreagiram, mogoče ne jočem, ne,
ampak tisto njegovo usodo z mojo v paraleli povezujem in potem mi je neko odlajšanje, pa hkrati ne samo komunikacija z njim, najdem v poeziji tudi neko zatočišče, kar lahko v normalnem življenju ne najdem ali take podobne komunikacije tudi ne. Torej je povezava z umrlimi pesniki, s klasiki na tak način, kakorkoli že od 16. stoletja dalje, od Balaši Balintaja do danes in se mi zdi, da je to lahko izredno. Ja, mislim, vem, o čem govoriš, ker imam tudi sama to izkušnjo, tudi sama pač uporabljam vmes ta postmodernistični prijem. Sicer mislim, da je ta prijem oziroma ta metoda bila že tudi prej aktualna pred tako imenovanim postmodernizmom, tako da, ja, ampak definitivno gre pač za eno komunikacijo na eni višji ravni, se pravi nekako na pač ravni poezije. Če pa lahko še odgovorim glede prevajanja ali srečanje s slovenskimi prekmurskimi sodobnimi avtorji, isti način, ko prevajam, da komunicira z njim in skušam razumeti njegove misli in predam v svoj materni jezik. Je podoben način in se mi zdi, to so srečanja. Izbiram pa jaz tiste pesmi, kar so mi všeč in blizu in nikakor ne na naročilo in to je od mene odvisno. Torej, potem smo na pravi poti. Ja, zdaj, ko sva že pri sodobni poeziji in pri tvojem prevajanju, zdaj očitno ti pač tudi dobro poznaš sodobno madžarsko in sodobno, mislim, vsaj deloma, oziroma en izsek slovensko poezijo. Kako bi mogoče rekla, kako je za to sodobno poezijo, če primerjaš recimo madžarsko in slovensko, ubiramo mogoče podobne poti ali gremo nekako čist, ne vem, sodobno madžarsko poezijo, jaz priznam, zelo slabo jo poznam, malo oziroma nekaj pač mogoče res iz teh projektov skupinskih, ne vem pa od pač teh srečanj, ko smo bili v Zalaegersegu, tam smo tudi se pač spoznali z temi revijami, z publikacijami, ampak pač tudi kot znanstvenica, ki raziskuje kot prevajalka, kaj bi rekla, so podobnosti ali gremo neke čist svoje poti? So podobnosti, v čem pa bi rada potem to pojasnila. Slovenija in sicer z mednarodnim literarnim festivalom Vilenica je odprla vrata Srednji Evropi od 1986 dalje in napravila tradicijo v tem področju. In potem prihajajo vabljeni avtorji, sodobni, večinoma Eszterházy Péter prihaja, Krasna Orkai László, Nádas Péter, zdaj prozaiste mislim, Vörös István in tako dalje in so bili izbrani avtorji, nagrajeni, mednarodna žirija in slovenska je izbrala njih in potem so prevedeni. So izbrana dela in nastanejo dela in iz leta v leta, torej je to permanentno in potem imajo bralce, intelektualce ali meščanski, karkoli, so tudi predstavljeni. Tako bom rekla, da je to dober prostor za sporazumevanje in za promocijo. Medtem, recimo, če primerjam Madžarsko, tega nima, ni podobnih festivalov, imajo pa velike mednarodne in državne sejme, knjižne sejme, kakor pa vabijo obratno. In potem tu se gre torej o sodobni literaturi na, bom rekla, na visokem nivoju in potem še odgovorim na tvoje vprašanje, ker sem doma razmišljala o tem. Eszterházy Péter se je srečal z Veno Tauferjem v pen klubu v Budimpešti v 90-ih letih, ko sem hodila na izobraževanje ali obiskala sem fakulteto in sta se pogovarjala v angleškem jeziku. Bila sta prijatelja zaradi Vilenice in srečanj.
seveda je potem predavanje potekalo v madžarščini, mi smo bili vabljeni. Kasneje na knjižnem sejmu sem se srečala z Dragotom Jančarjem in spet Esterhazy Pete in sta se pogovarjala o Srednji Evropi in svojih prevodih. Torej, podobnosti, podobne teme, podobno življenje, vsak po svojem jeziku. Kar pa jaz na nek način, pa mi v tem regionalnem smislu literature primanjkuje, ravno to, da bi imeli skupne neke knjižne festivale, kjer bi se srečali mi, regionalci, recimo, ne v poslabšalnem primeru, ali nekaj podobnega, da bi iskali skupne teme, skupne pogovore, nekaj takega kot sedaj. No, tega ne zasledim. Lahko pa bi bilo zanimivo ravno zaradi tega, ker v visokih krogih ali v sporednih krogih ali bi rekla na Budimpešta in Ljubljana v tej povezavi, mi smo lahko mostovi, ne? Lahko bi bili, ampak smo v regijah zaprti na nek način. Ja, dejansko smo zaprti v regijah, ne. In potem bi tu omenila te mostove, ne. Jeziki so mostovi, lahko te povezujejo, če jih obvladaš. Je tak? Tako, ja. Če pa ne, te razločujejo. Ampak potem vsak jezik nosi tisto svojo narodno identiteto, nosi neko narodno zavest in tako dalje, kar je tudi sprejemljivo. Zdaj pa graditi mostove z jeziki je ravno izhodišče, potem spet govorimo o prevajanju, kar je stvar kulture. Ja, zdaj, ko smo ravno pri jeziku, ne, in pri pač teh, ne vem, razločevanjih in zbliževanjih, kako recimo sama vidiš oba jezika, ne vem, pač madžarščino, slovenščino, gre dejansko za dva čisto popolnoma ločena oziroma različna univerzuma, različne kulture, ali imamo dejansko neka stičišča, nekaj, ne vem, se je z leti to kaj mogoče zlilo, ali je ostalo tako čist na enem vsak na svojem bregu. Misliš tudi o poetičnosti? Tudi poetičnosti, kateri jezik je bolj, kakšen je? Ja, kako ti tudi doživljaš vsakega od teh jezikov, ne, kot pesnica? Madžarski jezik ima 39 fonemov in 40 črk. To je že izbor, če gledaš črke kot možnost za kombinacijo besed, besednih zvez in metafor in besedišča, medtem slovenski jezik ima 25. Torej manj možnosti, ampak ne glede na izražanje, recimo v materialnem smislu, kot črka, kot beseda. In v tem sta že različna, drugič pa sta kontrastivna, to pomeni iz druge jezikovne skupine, družine. Potem pa opažamo tisto, kar mi sami, ki govorimo dvojezično ali oba jezika, da recimo madžarski jezik nima dvojine, slovenščina pa ima. Madžarski glagoli nimajo spolov, ne, nasploh kot slovenski, moramo se tega naučiti, torej je težje. Besedni red je tudi drugačen, navezanost na glagol in tako dalje. To opažamo tudi tisti, ki se ne ukvarjamo recimo z strogim jezikoslovjem. Kar pa je, to še niti ni, lahko je tudi to, da so različnosti poetičnosti v prid, da smo različni, lahko smo še zaradi tega poetični, ampak kar jaz mislim, je to odvisno od besednega zaklada samega avtorja, od intelektualne moči, od metafor, kar on ustvarja, asociativnosti, od ritma in tako dalje, torej od njegove nadarjenosti v tem jeziku. In potem mislim, da na eni in na drugi strani so nadarjeni. Bom omenila, recimo, če lahko, recimo Svetlano Makarovič občudujem, ko tudi prevajam, ne samo zaradi besed, pa ne zato, ker je ženska, ampak ima odlične asociativne
ideje, metafore, motive, tema je dobra in te prijema in v eni sekundi, eni minuti marsikaj lahko doživiš. Kako je lahko močna poezija v tem. To pa je tista druga intelektualna, bom rekla, moč ali bi rekla nadarjenost, karkoli, kreativnost. Tako da v bistvu dejansko gre pač za... Nisem pa strokovnjakinja v tem. Ja, ne, saj, jaz sem te samo vprašala, za pač en pogled pesnice, ne? Drugi strani mogoče bi morali vi izbrati nekoga, katerega prevajajo in berete iz madžarske literature, ne vem. Ja, ne vem, meni se pač včasih zdi, da smo dejansko, mislim, vse to je tudi odvisno od založb, od prevodov, od same tudi promocije teh prevodov, ne. Se mi zdi, da smo nekako Povem en primer, lahko še en primer tega, da odličnost mogoče. Zadnjič smo predstavili antologijo v Lendavi nedavno, Zveza kulturnih društev, tu je tudi predstavnica Elvira Valpotič z nami, Harmatfoguk, Pobiralci rose, in so tam prebrali mojo pesem, kar sem namenila svojemu sinu, ne sedaj to, ker kasneje sem tudi eno napisala, da se je odselil v Ljubljano, odšel. Pesem je bila prebrana in sama sem v bistvu jokala, mi tečejo solze, če pomislim, in videla sem nekje v publiki med bralci, poslušalci, da tudi so odzvali, da je to močna pesem, ampak zaradi česa? Ker govori o materi in o sinu, osnovnih motivih, povezanosti tega in tako dalje. In kadarkoli to slišim, ta pesem me, kot da se oddaljuje mene, ampak je močna. Moja mama je jokala, so prebrali, na Kapci so predstavili, recitirali pesem, kasneje so rekli, to je dobro bilo, as your word. Različno razgledani in ne vem, iz različnih vidikov, ljudje z različnimi čustvi. Torej, to je mogoče lahko izhodišče za neko dobro literaturo, in to je vse, ne? V tem mora vse biti. Sam Hanvas Bela, znani madžarski filozof, rekel in napisal, da na začetku človeštva, ko se je začelo razvijati vse, tudi umetnost, je bila poezija, jezik in glasba ena zadeva. Kasneje se je vse to razcepilo, ostalo bolj siromašno. In zato, zaradi tega, da tudi odgovorim na vprašanje dobre umetnosti, poezija je materni jezik človeštva. Ravno zaradi tega, ker je bila na začetku komunikacije umetnosti prisotna in močna. In lahko je to za nas, za tebe in za mene dobro izhodišče, da se s tem ukvarjamo. Ker nosimo v sebi neko moč, nezavedno, daleč nazaj in vse je notri. Čustvo, razmišljanje, glasba, ritem, marsikaj. Ja, to si naredila zdaj eno zelo lepo, kako bi rekla, definicijo poezije, ne? In je po mojem vseeno v kakšnem jeziku. Ja, dejansko gre pač za en vrhunski izdelek nečesa, ne? In medij dejansko ni niti tako pomemben, ne? Je pa to zelo pomembno, da berejo to, da pride do osebe, da mediji posredujejo, da so bralci, da ljudje znajo čustvovati in tako dalje. Je pa to tudi res, ne? Na večjih sredinah, večjih, ne vem, kako bi rekla, programskih središčih, karkoli, ne? Večja možnost, da se nekdo pojavi in je bolj priznan. Ja, no, ampak zato pa ravno moramo pač nekako, mi, ki smo tukaj, tudi pač vsaj poskušati držati ene sredine, ne, pa se nekako tudi med sabo podpirati. Je pa dejstvo, no, da če si v središču, si pač na malo višjem piedestalu, kot pa
ne, če si, zdaj recimo tudi sama pač čutim kot pesnica nek določen primanjkljaj zaradi tega, ker živim v Prekmurju, ampak tako ti kot jaz se pač trudiva nekako vseeno stvari uživljati tukaj in zdaj, ne, ker pač ne moreš se teleportirati zdaj 3-krat na mesec, ne, ali na teden v Ljubljano, tako da, no, ne vem, mislim, da smo po kvaliteti pa itak, to pa potem čas presodi, ne, Pa našo še kvaliteto. mogoče še to ni več izziv. Glede interneta, glede Zooma, kar se je zdaj razvijalo, se lahko družiš iz svoje pisarne in bom rekla en primer, ker boš vprašala spet možnosti, ne, med kulturama in jeziki. V ponedeljek bom imela Zoom srečanje, okroglo mizo, in sicer je dan maternega jezika ali maternih jezikov po svetu. In nas je Društvo madžarske kulture in jezika po svetu, obstaja tudi to, središče v Budimpešti, nas pozvalo iz vsake države nekoga, ki je član, da imamo okroglo mizo in si predstavimo kakšno temo glede jezika, in jaz sem izbrana iz Slovenije, ravno zaradi dvojezičnosti. In bom rekla to, da na tak način slišim, vidim nekoga, ki je v Argentini, ima, ne vem, na jezikovnem področju programe in probleme. Sicer govorimo o madžarskem jeziku, nekdo v Nemčiji in tako dalje, tako da so ta srečanja lahko virtualna in tudi ni treba oditi. Je pa zelo pomembno, kako ti tisto temo, majhno temo in tvojo temo neseš na širše polje ali na večjo mizo in kako si lahko zanimiv v tem. Ker je lahko jezik na vsak način iz majhne vasi, iz Kapce zanimiv, če je tako predstavljen, ne glede, recimo, mogoče niti ne bo ob tej okrogli mizi nekdo iz Budimpešte, so izbrali različna zanimiva področja jezika v tem primeru. Nekdo pa vedno mora koordinirati in povezovati. Ja, zdaj, če je dober, mislim, če je tisti, ki izbira, recimo, neopredeljen glede na pač. Je pa tudi res, da kar sem dojela, ne, mi, ki smo v manjšini in tudi pišemo članke in raziskujemo v bistvu lastno kulturo tu, manjšinsko, ker je to naše poslanstvo in naše delo v večji meri. Ni vseeno, kako to bi lahko damo v širšo javnost. Zanimivo, politično obarvano in ne vem še kak, ne, ali pa nezanimivo. Je pa vseeno naša naloga in potem skušam na to odgovoriti, da jezik Madžarov na Kapci je lahko tudi zanimiv iz tega vidika, recimo narečje po celem svetu, če je tako tudi predstavljeno. Lahko pride na višje nivoje, ne. Da še vedno lahko najdemo lastne teme. Sem vesela glede tega in me tudi v znanosti, kakor tudi v literaturi, to me motivira in sem zadovoljna s tem. Ja, saj, mislim, razumem, po moje čisto vsak, recimo, jezik, dialekt, karkoli, kot praviš, če je predstavljen na pravi način, lahko odpira izjemno veliko pač možnosti. Ker gre se samo za isti jezik, ki se govori. In potem še ena misel, ker si vprašala povezanost. Ravno prekmurski jezik vsebuje ogromno madžarskih fonemov iz preteklosti, da smo živeli skupaj, naši predniki, in ne moreš reči, da ne, ker uporabiš. Ja, seveda. Ne, saj. In mogoče tudi obratno v tem času, ko mi v našem jeziku regionalnem, ogromno je tudi teh interferenc in slovenskih izrazov, ampak razumemo se še. Ja. Kar je lahko za druge moteče. Mi se pa razumemo, ker je nek način normalno tudi to zaradi skupnosti. Ja, saj, mislim, dejanski dogodki pač vplivajo na razvoj. No, ampak malo sem pač hotela tudi, ker si pač tudi znanstvenica, ne, kaj bi malo. Me to veseli, da si me izpostavila, res imam 300
30 člankov v Kobisu, tudi v Sikrisu. To je strokovna baza v Sloveniji in imam šifro raziskovalca. In na isti način sem član tudi Akademije znanosti na Madžarskem, zunanja članica in tudi v njihovi bazi TNT imam svoje članke. Bom rekla ja, ampak biti znanstvenica ni samo to, da si v teh bazah in da raziskuješ, nekaj drugega je še. To je tudi način življenja. Če me prekmurski Madžari, me smatrajo, za to sprejemam. Če tudi v Prekmurju in Sloveniji me smatrajo za raziskovalko, ker so dali kodo in tudi raziskujem, mogoče 1/3 je v slovenskem jeziku in se vključujem, sem vesela. Vse ostalo pa je odprto, ker kdo pa vpraša danes znanstvenike? Kdo nas vpraša? Glede habilitacije, zdaj je postopek, 1 leto pregledujejo vse tvoje članke, če je novo, če je res za tisti program, mogoče študentje. Kdo nas vpraša v Prekmurju znanstvenike? Zdaj sem eno vprašanje. Ja. Ali kdo nas vpraša pesnike? Ja, pač odprla si eno vprašanje, ki dejansko samo zase govori, ne, ka pač ne rabi odgovora. Zdaj, Judit, zdaj se bova vrnili malo k poeziji, bova brali še iz tvoje zadnje izdane oziroma prevedene zbirke Enigma iz leta 2018. Je to tudi pač, to so zdaj dejansko potem najnovejše pesmi? Tu moram povedati spet tisto zgodbo, kar nisem. Marjanca Mihelič je prevedla v Ognjenem kresu prvo zbirko, drugo Slepci na zemljevidu Marija Milas, znani, priznani prevajalci, tako že na sceni v Sloveniji. Tretja zbirka pa je nastala zaradi tega, ker je dr. Jožef Smej, upokojeni škof, prihajal na Kapco, imel mašo, sicer v madžarščini, pa smo se družili z njim v kulturnem društvu in potem predsednica je dala eno knjigo kot darilo njemu, mojo knjigo, jaz sem bila tam in gospod je odprl knjigo in začel brati pesmi in sem videla, da ga zanima, še celo izpostavil, prebral je pred publiko, Evgenu Caru sem posvetila in gre se za to, da vsi odhajamo enkrat in odidemo iz tega Prekmurja in on se je počutil potem to, da je tudi, da on prihaja že tisto in se je živel v to, bom rekla, in potem sem jaz rekla tudi mi bomo odšli. In sva se znašla in je rekel, objavim v prevodu vaše pesmi v katoliški reviji in je to napravil in potem s časoma je vedno nekaj prevedel in sva se srečala v domu starejših v Lenartu in potem sem jaz prosila, da bi iz tega nastala zbirka. Povem pa zakaj. Ker nikoli v življenju nisem se srečala takega Slovenca, bom rekla Prekmurca, ki se je tako zanimal za poezijo, za mojo poezijo in še celo prevaja v nekem sakralnem duhu. Izbral tiste pesmi o Bogu in vse ostalo. In potem še pri teh srečanjih, ko je prevedel brez interneta, brez nekih teh novih, ne vem, online sredstev, iz slovarja in iz svoje glave imel je zelo, kako bi rekla, kot leksikon. In vse do konca, do svojih 90 let prevajanje ni opustil, ne iz francoščine, iz latinščine in sem bila počaščena, da se je z mano ukvarjala in se pogovarjala in vsak verz in ko besedo sva se dogovorili. Tako da je bilo srečanje lepo, kot vsakim mojim prevajalcem ali prevajalko smo se družili. In mi je to ostalo v spominu. Zdaj so me še ena misel prosili celo, da zdaj bi bil on 100 let star
in izdajo en zbornik v Mariboru in so me prosili v nekem tem, kot da bi bila jaz izbrana prijateljica kot pesnica. No, in zato je nastala ta zbirka. Ja, saj dejansko je izbor, pač razdeljena je na 4 dele, ne. Prvo so pesmi posvečene Bogu, potem so, mislim, da ljubezenske, potem so 4 pesmi posvečene rodbini Zrinskih in potem na koncu še bivanjske. Tako da dejansko tvorijo en tak cikel vsega po malem, ampak vseeno pa so nekako v enem... Lahko kaj povem o tem, preden Ja, en sklop damo, da ne bomo kasneje o tem. Ne, jaz predlagam, da zdaj obdelava to zbirko nekako malo teoretsko in potem za konec dava to eno branje, ne, ker sva že, mislim, da nekako je ura pobegnila. Ja. On je izbral te teme, ki so univerzalne, ne glede na to, da so moje. Bog, transcendenca ali vera v nekaj, ljubezen, glede Zrinskih pa ravno tema večkulturnosti, večjezičnosti. Jaz sem raziskovala od diplomske naloge dalje kult Zrinskih v literaturi, madžarski, sicer v tej starocerkveni ali baročni, kako bi rekla, starejši. In ker tu živim, me je vedno zanimalo to področje, tudi ne samo v literaturi, zgodovini in tako dalje, in še celo, da so se rodili od mame, ki je bila ravno tu rojena v Murski Soboti, Sječe Marijo, Madžarka, grofica, in oče pa je bil grof Nikolaj Zrinski. No, v dvojno kulturo in je znal univerzalno uporabiti v družinski literaturi, v zgodovini, v vojskovanju in celo v Avstro-Ogrski monarhiji, recimo kako se reče, nadjezikovni eliti, kot v kakšni monarhiji, kot je danes Evropska unija, ali v tem smislu pa je bil še vedno pristen, obdržal identiteto in imel svoj glas vse do kralja, sončnega kralja v Franciji, torej veliko moč. Ker je združil tako kulturo, literaturo, vojskovanje, kaj bi še dodala, in ne vem, če 400 let nazaj, če pogledamo aristokrate v tej okolici, najdemo koga. No, in je postal mi vzor in zaradi tega vsakemu Zrinskemu članu dinastije, Peter Zrinski, Ilono in tako dalje, ne bom naštela, sem napisala eno pesem. In zato je nastal ta cikel in predstavljam Zrinske v slovenski literaturi jaz, ker kot tematika, motiv do sedaj še tega ni bilo. Mogoče je zato izjema. Ja, saj dejansko tudi tvoja ostala poezija nekako kroži okoli teh 4 tem, tako da dejansko si nekako potem v tej... Je pa res, da je Zrinji Mikloš, Nikolaj Zrinski, svojim baročnim epom Szigeti Veszedelem, Obsideo Szigetina, posvetil svojemu dedu, tudi Nikolaju Zrinskemu, Szigedvaru, to epopejo in s tem postal v evropskem merilu priznan. In je tudi maturitetna tema v madžarski literaturi. In če pogledamo okoli, v tem obrobnem pasu ali tu, kjer smo mi manjšinski pesniki ali pesniki, ni boljšega, ki bi prišel recimo v maturitetno gradivo in da bi bil predstavnik nekega večjega umetnostnega obdobja, recimo baroka ali kogarkoli. Pa lahko se zgodi, da bo. Ampak trenutno ne vidim in mogoče zaradi tega se ga izpostavim. Ja, so pa dejansko
No, se mi zdi, da... Pa je pisal v madžarščini. Brat pa je prevedel v hrvaški jezik, tako da so ustvarili družinsko literaturo in kaj naj rečem, v dvojezičnih družinah bi se dalo tudi na tak način približati literaturi ali kulturi ali karkoli. Ja, mislim, definitivno so nekaj posebnega in tudi v tvoji literaturi je dosti takih referenc na določene osebnosti iz kulture, iz zgodovine, kar je bilo tudi meni kot bralki, ki recimo bolj slabo dejansko poznam madžarsko zgodovino, literaturo, mi je bila tudi zanimiva referenca, mogoče tako za naprej, da si res tudi pogledam. V tem postmodernem času, če ti odgovorim, to ni moderno. V tem postmodernem času, kot tema ni moderna. Nam pa, mi pa potrebujemo prednike, ki so bili pesniki, ki so tu živeli, mi pa res potrebujemo zaradi identitete prednike, ki so ustvarjali tukaj in so bili Madžari, če hočemo to kulturo tudi predati. Ker pred nami so tudi bili in smo bili del te zgodovine. Ja, saj vsak pa rabi potem svoje še korenine. omenim eno misel, kar me je povezovalo z njim. Pisal je v tem narečnem jeziku, kot mi sedaj govorimo, po donavskem madžarskem jeziku, sicer tudi delno narečju, ker takrat literarnega jezika še ni bilo, 17. stoletje, in ta jezik nosi tisto identiteto, kar jaz tudi govorim doma. Če hočemo, najdemo tudi povezanosti. Sem pa član tudi Zrinske garde, so me zvali in so me posvetili. Zrinska garda pa ni vojaška garda, je pa združenje tistih, ki, torej meščansko združenje, ki povzdigujejo kult Zrinskih. Tako zaradi tega bom to rekla, da tudi verjetno jih bom raziskovala dalje celo življenje. Zanimivo in seveda tudi zdaj ob tej priložnosti tudi povabim publiko, seveda kogar zanima, kdor bi si želel, so tudi knjige na voljo tukaj na sprednji mizi, tako da po literarnem večeru tudi mislim, da Judit se ne bo branila komu podpisati knjige kot avtorica, tako da je definitivno pa so v tej knjigi zbrane univerzalne teme, ki seveda lahko nagovorijo vsakega in tudi v pesmih Zrinskih so vse te komponente notri, ne? Tako da ni treba, da poznamo vso zgodovino, da jih lahko... Sem bila pobudnica spominske table, da zabeležimo zdaj po koronavirusu, da je 400. obletnica njegovega rojstva, tega pesnika, vojskovodje in prozaista in mednarodna konferenca Banfijevih in Zrinskih konfuzijo sodelovanje v Lendavi. Torej, hočem povedati, da je potrebno najti skupne točke, v tem primeru z našo zgodovino in bomo našli, in če govorim z Mursko Soboto ali z prekmursko zgodovino, tudi bi lahko našli in bi lahko imeli podobne programe. Če boš me vprašala, kako dalje, bom sedaj osredotočila na to. In če hočem povezati, ja, lahko bi povabili recimo konferenčne predavatelje Mursko Soboto, ker se je tu rodila Seči Marija, ki je bila recimo grofica ali mama tega pesnika. Torej, vedno lahko najdemo skupne točke, če hočemo. Tudi v literaturi. Ja, to je res, ker dejansko smo pač tudi lokacijsko smo dokaj blizu, ne, mislim blizu, pač gre za eno območje. Literatura bi lahko pripadala tudi kulturni zgodovini in tako dalje, če bi hoteli mogoče biti bolj odprti in moramo se več družiti. Ja, mislim definitivno, ker že iz samega druženja pač tudi pridejo ene teme, ki
mogoče drugače ne bi, ne, če bi zdaj, ne vem, ne bi, mislim, če se midve ne bi zdaj srečale, bi bila tudi jaz oropana za eno izkušnjo in tudi ti, ne. Ampak sem te 2001 vzela v Ja, antologijo, to pa vem, ja. Ja. Lučka Zorko in Tako da nadaljujeva v bistvu samo Ja. najin stik, ne. Zdaj, Judit, sva še kaj pozabili? Bi še kaj dodala mogoče posebej, preden se posloviva z branjem? moram se zahvaliti tem avtorjem, s katerim sem sodelovala v svojih prevodih. Nisem izpostavila, nisem povzdigovala, nisem izpustila, vse v enem, ki so tu ustvarjali. Imam njihove knjige doma, novejše tudi tu in tam berem, če me vabijo, in tudi prevajam, ker vedno gremo naprej. To je nekako tako permanentno, ne. Je pa tako, da zadnje čase je politična scena nekje v Sloveniji, nasploh tudi v Prekmurju, malo čudna, tudi iz tega vidika, da nekako so volitve in še tako dalje, ne. Recimo, če mi hočemo ostati Madžari v tem smislu kot narodnost, ne, to je od nas odvisno. Od naše odločitve, ne, večinoma od nas. Nihče nas ne more ovirati v nekem smislu, ampak izhodišče ni gospodarstvo, ni denar, ni kapitalizem, po mojem je kultura in jezik. Ker če vse to mine, ali jezik mine, že kultura mine in tudi literatura, in zaradi tega bi trebalo dati poudarka bolj na to. Druga stvar pa, če lahko povem, je tudi od veličine Slovencev in Prekmurcev odvisno tudi naš razvoj, ker živimo skupaj in je večina. In v tem prostoru. Ampak glede tega pogovora s pomočjo moje literature, pa mislim, da smo našli neke podobne stike, ne. Ja, mislim, Toliko. definitivno pač, mislim, vedno je dobro negovati recimo spoštovanje, ne vem, medsebojno naklonjenost, ne vem, svobodo. To so pač univerzalne vrednote, za katere si pač verjetno prizadevamo kot pesniki, kot kulturniki in pač tudi kot ljudje, ne. Tako da vsak pa seveda tudi, ne vem, raziskuje sebe, raziskuje svoje prednike in seveda tudi z drugimi to deli, ne. Ker poezija je komunikacija, to mislim, da tudi sama si rekla, ne. Tako da ja, negujmo stike, ne, to se strinjam. Tako da zdaj pa prebereva še iz Enigme za zaključek. Zadnja pesem, 18. Zadnja pesem. Vsem. Pride tvoj zadnji trenutek, zadnja stopnica, zadnja priložnost, ko se konča tvoje mučno popotovanje. Pride tvoj izhod, praznina, ko se razločijo zgornje od spodnjega, podobe od videza, nasmeh od trpke bridkosti, bučen klepet od tišine, gore od voda, svetloba od teme, jaz od tebe, mati od svoje maternice, od svojega otroka, od vsega in vsakega. Ob zadnji pesmi in prestopim v čudovito presenečenje. Ne čakaj. Ne čakaj občutkov, teh nimam zate. Nisem občutek zate. Ne čakaj čutnih src. Takšno srce sploh nisem. Nisem srce zate. Ne čakaj čudnih dotikov, nisem takšen dotik. Nisem dotik zate. Ne čakaj name, nisem čakanje zate, nisem več čakanje zate.
V lesketu. Lesketa se sonce ti v očeh, presije ves moj dan, še mene vso presije. Lesketa se sonce ti v rokah, presije moje še roke, presije najine roke. Lesketa na ustnicah se sonce, presije ustnice še moje, presije najine poljube. Vzšlo je sonce, v tebi sije, v meni sije, naju presije, naju presije. Viteški junak, sinu Davidu. Sinina tvojih oči, kot da morje Jadrana proti meni valovi vali. Tvoj nasmeh, kot sončno vreme pomladno, ki pozlati razcvetele cvetice in utiša pika polonice. Kralja Davida stolp in njegove palače, srebrne, zlate, njih labirint me vodi v Edenski vrt. Poletje. Pripeke zorile pšenično seklasje. Takrat sem te rodila. Vodne vile spustile so se na mure, rečne rokave in zatrepetale je šašje. V senji tvojih oči se kaže že takrat je videz viteza. V spremstvu vil na konje je dirjal, visoko nad šumenjem kapčanskih gozdov. Raztegnjen čas. Ko skozi okno pogledam in stopim na travnik pomladni, v naročju marjetic, makov rdečih, ustavi se čas. Ko stopim v šotor pomladnih gozdov zelenečih, čuj, mati, ko da sem spet v zibki in v tvojem objemu ustavi se čas. Ko prikuka zvonček iz suhega listja, prisije še žarek in mi na dlani, kot pika polonica, tiho zaspi. In zadnja pesem. Le fant pomeni otrok. Ostaja le to, kar hoče živeti. Lisički dve sredi mrzlega gozda, čreda konj v vroči preriji, medvedka dva v grmovju, orumeneli listi v jesenskem sončnem žarku, smreke na bregu jezer, rdečkast mak med klasjem, mesečina po noči, sinica modrih kril na ivnatih vejah, lokvanj na vodni gladini, osamljene cedre vzdolž ceste. Ostalo bo le to, kar večno temo preživi. Naj ostane le to, kar brezčasna lepota krasi. Pa še moja zadnja, nekoč. Nekoč se vse vrne nazaj, na svoj kraj. Kot ozvezdja na oboku nebesnem, kot igrišča mojega otroštva, kot v Budimpešti utripajoča razsvetljava, kot cvetice usihajoče sredi travnika, nekoč se vse vrne nazaj in to v mene. Judit, hvala in upam seveda, da nadaljujeva z stiki, morda se tudi tukaj še kdaj vidiva, morda pri vas. Vsekakor pa me je veselilo, da smo po dolgem času se videli in tudi seveda poetično se nekako našli. Hvala lepa za povabilo in te vabim v Lendavo, pa da nadaljuješ poezijo in mi pošiljaš pesmi, da se nadaljuje tudi tvoja poezija v madžarskem jeziku. To je bila tudi moja misel med samim literarnim večerom, tako da definitivno tudi to drži. Vam, draga publika, hvala, da ste naju poslušali.
Upam, da je bilo zanimivo. Zdaj za vsa dodatna vprašanja in za knjige sva na voljo čez 5 minut, ko se vse skupaj zaključi. In seveda tudi hvala poslušalcem, gledalcem oddaje, spletne oddaje, tako da zdaj smo na 2 medijih. Hvala vsem še enkrat in se vidimo v marcu. Nasvidenje.